zaposlovanja mladih za nedoločen čas. Z novim pokojninskim zakonom bodo delodajalci, ki bodo zapustili mlade za nedoločen čas, plačevali nižje prispevke. In še ena zadeva, če dovolite, pogledajte, gre za neko medgeneracijsko nadgradnjo sistema. Izračuni ekonomske fakultete so pokazali, da se bo na podlagi tega zakona, novega zakona, dejansko upokojitvena starost v Sloveniji v naslednjih 10 letih postopoma podaljšala za 2 do 3 leta. Ampak oseba, ki se bo upokojila leta 2020, bo v primerjavi z osebo, ki se je lansko leto, pokojnino tudi prejemala 2 do 3 leta. To je tista medgeneracijska pravičnost in solidarnost, za katero se zavzemamo in o kateri bomo nenazadnje odločali na referendumu. Se odločali bomo o tem. Ja, Manka Borko, žurnal 24. Na predstavitvi ministra Gasparija je bilo povedano, da bomo kljub temu, če bo sprejeta pokojninska reforma, bo potrebno v bistvu še nekaj privarčevati. Mislim, da za letošnje leto 47 milijonov evrov. Ali bo torej kljub sprejemu pokojninske reforme, če se pač to na referendumu zgodi, potreben interventni zakon, kakšen bo milejši, bo tako oster, kot ga napovedujete v primeru nesprejema. In še mogoče za gospoda Pogačarja eno vprašanje. Da je bilo v tem predlogu o prispevkih zamišljeno na začetku, da bi delali, da bi država sofinancirala prispevke do 30. leta, se pravi za nedoločen čas zaposlijo delodajalci do 30. leta in sicer celo v 100% vrednosti v prvem letu. Najprej, preden Peter odgovori na vaše drugo vprašanje, dobro na prvo, indirektno. Koliko bo sprejeta pokojninska reforma na referendumu, ni potrebe za sprejem interventnega zakona, kar ne pomeni, da ni potrebna nadaljna konsolidacija javnih financ in zmanjševanje primanjkljaja, vendar je to mogoče regulirati za rebalans. In še druga stvar, preden Peter odgovori, ki jo treba imeti nekdo pred očmi. Kot sem povedal že večkrat, eno mojih največjih osebnih razočaranj na dolžnosti, ki jo opravljam, je nesposobnost, in to ne bi bila moja strokovnost, prepričati slovensko javnost, kako delimo probleme za večino drugih modernih držav. In da se pri nas pravzaprav ne dogaja nič zelo posebnega, ne od gospodarske krize, ne vse tja do drugega loka, kar se tiče nezaupanja do oblasti, institucij, sistema. Vse to, kar se dogaja v drugih državah, se dogaja tudi pri nas. Zakaj to pravim? Zato, ker je treba videti sprejem pokojninske reforme tudi v luči pakta za evro. Pakt za evro oziroma nacionalne zaveze bomo voditelji vlad in držav sprejemali na junijskem zasedanju Evropskega sveta. V paktu za evro je jasno, eksplicitno poudarjena potreba po prilagoditvi pokojninskih sistemov demografskim spremembam. Ena redkih, zelo jasno in kategorično izraženih zahtev. Slovenci nimamo prilagojenega pokojninskega sistema trendu demografske politike oziroma trendom demografskih gibanj. Ne gre samo za stvarno reguliranje problema nevzdržne pokojninske blagajne in izdatkov iz proračuna za to, da bi vzdrževali sistem, ki bo vedno do nadaljnega zniževal pokojnine sedanji generaciji in večjo nevarno starost tistih, ki prihajajo, ampak gre tudi za druga sporočila finančnim trgom o tem, da Slovenija nekaterih reform ne more sprejeti. Finančne trge na koncu koncev malo zanima, ali je vlada opravila svoje in je, ali je parlament opravil svoje in je, ampak preprosto bodo ugotovili, da imamo tak pravni sistem, v katerem je mogoče tudi fiskalne zakone dati na referendum in je v tem splošnem nezaupanju, ki vlada v vsem modernem svetu zaradi bistveno poslabšanih ekonomskih in socialnih razmer, mehna možnost, da bo ljudje v takih okoliščinah podprli samo omejitve, ko gre za fiskalno vprašanje. In potem se bomo znašli brez potrebe v situaciji, ko bomo imeli nevarno pokojninsko blagajno in bo od nas neodvisno, kako se bodo finančni trgi odzvali na to situacijo. Glejte, še enkrat vam rečem, gospe in gospodje, Slovenci imamo 19. maja
dobrih 14 dni pred referendumom o pokojninski reformi, vajeti naše usode v lastnih rokah. Vajeti lastne usode nimajo v svojih rokah ne Grki, ne Irci in ne Portugalci. Morda še kakšna druga država, ki se jim bo pridružila. Mi jo imamo. Ne glede na vse kritike na to, kaj vlada je ali ni storila v teh 3 letih. Slovenija je na varni strani radarja. Z sprejemom pokojninske reforme bo ta tudi ostala. Je spremljeno opozorilo enega od prvakov strank, s katerim sem govoril v zadnjem. Ustvarja se do neke mere nevaren vtis, da pokojninska reforma rešuje vse probleme fiskalne konsolidacije. Ne jih ne. To, da brez pokojninske reforme bomo te probleme samo še zelo poglobili. Peter? Dobro, uspeno vprašanje. Da, predlog je bil, kako ste rekli, se pravi, da bi bile te olajšave še večje, predvsem pa ne toliko više, kot da bi veljale za vse do 30. leta. Dejstvo je, da se v trenutni javno-finančni situaciji lahko privoščimo toliko, kot je v tem predlogu, se pravi, do 26. leta polovico prispevkov olajšav. Bistveno, kar je tukaj za poudariti, je, gre za prvič v zgodovini te države, gre za nastavek v sistemu. Ko bo javno-finančna slika boljša, sem prepričan, da od tukaj naprej lahko gradimo naprej, ampak tukaj gre za jasen signal, da smo ob pokojninski reformi mislili tudi na mlade iskalce zaposlitve, predvsem v luči, da bodo dobili zaposlitev za nedoločen čas. Ne? Še kratko, moja kakšno pojasnila drugih zadeva, prosim. Mogoče konkurenčna Slovenija. Včeraj in danes sem se z vodilnimi ljudmi Ministrstva za gospodarstvo pogovarjal o zadnjih ugotovitvah pristojnih institucij. Tako imenovani trdi kazalci kažejo na to, da je Slovenija kljub povečani socialni pomoči na socialno bolj ogroženim slojem ljudi v času krize, zlasti v letu 2009 in prvi polovici leta 2010, ohranila performanse konkurenčnosti. Dejstvo je, da zlasti menedžment v Sloveniji na nek način precej previdno ocenjuje razmere in ta anketni del tega raziskovanja konkurenčnosti poslabšuje naše performanse. Kaj želim povedati? Želim reči, da je naloga slovenske vlade in oblasti dvojna. Prvič, prav gotovo in brez nekega dvoma je prvi velik preizkus referendum o pokojninski reformi. Če bo pokojninska reforma sprejeta, ne bodo rešeni vsi problemi, vendar pa je jasno, da se vsi problemi zaradi padca pokojninske reforme ne bodo poglobili. To bi pomenilo ne samo velik korak za prepotreben optimizem in samozavest naroda, ampak tudi menedžmenta, ki je sestavni del raziskav konkurenčnosti. Drugič, ker bi se na to odločitev ugodno odzvali finančni trgi, bi posledično to vplivalo tudi na mnenjem slovenskega menedžmenta glede sposobnosti slovenske vlade in politike, da regulira krizo. Tretjič, mi nismo zdrsnili v letošnjem pregledu konkurenčnosti navzdola, smo za mesto napredovali, kar ni kakšen velik napredek, vendar, in to je zdaj moj ključen poudarek. Že na začetku mandata sem dejal in ne obžalujem te strateške odločitve. Dve stvari sem imel pred očmi svojo ekipo, ko smo začeli mandat na začetku recesije. Prvič, da rešimo odnose s sosednjo Hrvaško, ker bi v nasprotnem primeru gospodarski in politični problemi postali varnostni in gospa, če jih takrat ne bi rešili, morda v letu 2009 bi morda slovenska vlada morda bolj pravočasno sprejela kakšen ukrep več za fiskalno konsolidacijo in za fiskalne stimuluse gospodarstva. Ampak to je bilo popolnoma brezpredmetno, ker bi se zdaj znašli v varnostni situaciji, ki bi morda zajela celoten jugovzhodni del Evrope. To je bila pravilna odločitev. Druga odločitev je bila, da pomagamo z fiskalnim stimulusom gospodarstva. To je povečalo primanjkljaj. Zato sem rekel, ker deloma
povečujemo primanjkljaj tudi zato, da ohranjamo socialno stabilnost, to pa ni mogoče delati ad calendas grecas. Moramo v letu 2011 in 2012 poskrbeti za krepitev elementov konkurenčnosti. Zato bi želel zelo jasno povedati. Prvič, sindikatom kot predlagateljem referenduma o pokojninski reformi, da niso šli na referendum, ko smo dali predlog za zvišanje minimalne plače, čeprav so bili delodajalci proti, so opozarjali, da bo to znižalo konkurenčnost slovenske ekonomije in da bo to vplivalo na performanse stroškov dela kot najbolj problematične točke naše konkurenčnosti. Drugič, da je zdaj priložnost za tiste, ki kritizirajo vlado, da ne stori dovolj za konkurenčnost slovenskega gospodarstva, da podprejo pokojninsko reformo. Kratkoročni učinki morda ne bodo tako hitro vidni, vendar pa bodo kratkoročno vidni učinki, če pokojninska reforma ne bo sprejeta. Zagovorniki konkurenčnosti torej, zdaj je vaša priložnost, da ne ostanete pri besedah, ampak da podprete pokojninsko reformo. Pravi, ne rešuje vseh problemov, vendar pa bi padec pomenil poglobitev vseh problemov. Isto malo drugače vprašanje, pač te je res dosti velik del te analize temelji na anketnih vprašanjih, ki so se slovenski menedžeri res tudi sami sebe ocenili zelo negativno, smo bili podobno želani, ne? Ampak IPES je pač sestavil analizo temelji na letnih poročilih, ne? In ta kaže, da gre po slovenskem gospodarstvu precej slabo. Pač po 10 letih smo lansko leto prvič končali skoraj več kot 4 milijardo evrov izgube, pač po slovenska podjetja v globalu. Skoro 650 tisoč podjetij, slovenskih vsi skupaj so naredili 4 milijarde evrov izgube. V bistvu nam gre precej slabo tudi dole. Glejte, moja ocena je, da, in to so ocenili tudi v pristojnih institucijah, slovensko gospodarstvo okreva. Ampak Marko, kot sem vam že dejal, okreva počasneje, kot bi, če se ne bi odločili za 2 polčasa našega mandata. Prvega, v kateri smo krepili socialno povezanost in rešili problem s Hrvaško, ker bi drugače bili varnostno situacijo. In zdaj je treba počakati še na konec drugega polčasa. To je pa krepitev elementov konkurenčnosti. Problem je, da je večina naših ljudi, in to je samoumevno človeško, seveda podprla in sprejela vse programe za socialno stabilnost, seveda pa zdaj z odporom gleda na programe, ki zahtevajo poseg v nekatere elemente socialne varnosti, tako kot smo jo poznali, zaradi krepitve konkurenčnosti. Jaz ne bi rad, da bi se ločeno obravnavalo socialna varnost naših ljudi, kjer bi vsi, vključno z našimi največjimi kritiki, zahtevali, da je socialna varnost naših ljudi še večja kot je, in brez zamere, Marko, drži v istih anketah, da je dohodkovna neenakost v Sloveniji najmanjša med državami članicami EU. Jaz mislim, da je to za občutek pravičnosti med Slovenci zelo pomembno. Dohodkovna neenakost se v času krize ni povečala. Prosim, pogledajte v Veliko Britanijo. Recimo, da pogledamo Veliko Britanijo. Nič 1% Britancev dobiva letno plačo, ki je večja od 3,7 milijonov funtov. Se vam zdi to način? Tam so bogati postali še bogatejši, revni pa še revnejši. V Sloveniji se to ni zgodilo, Marko. Jaz štejem to za vrednoto. Res je, da nismo povečali konkurenčnosti. Vendar vam moram hkrati reči, da se ob padcu stečaju podjetja in trendu nezaposlenosti zlasti v drugi polovici prejšnjega leta, zdaj namreč trend že padajoč, v Sloveniji odpira več podjetij, kot se jih zapira. Vendar vam moram povedati odkrito še eno stvar. Ko jaz vprašam uspešne podjetnike, zlasti male in srednje, zakaj se, gospe in gospodje, ne oglasite v javnosti in date za svojim vzorom eno inspiracijo drugih. Pravijo, da bi se pojavili v javnosti. Tako bodo sumili, da naš uspeh ni povezan z našim znanjem, in z našim tveganjem, in z našo ambicijo, ampak da je povezan z nekimi umazanimi in nezakonitimi posli. In raje ostajajo v senci. Tako je vzdušje ta hit v Sloveniji. Ampak preslej bodo ti ljudje vendarle, kot sem jim bil dejal, postali naši zmagovalci, naš vzor in naša inspiracija za naprej. Če ne bi bilo tako, Marko, ne bi prvič Slovenija vendarle beležila pozitivno gospodarsko rast. Inflacija, pozor, ni
ne problem v vseh državah. Inflacija je že na evroobmočju, na evroravni postaja problem. Drži, v Sloveniji tega problema nimamo. Zakaj? Zato, ker so Slovenci izjemno previdni in ne želijo trošiti več, kot menijo, da morajo privarčevati zaradi okoliščin, v katerih smo. Ampak Slovenija je tako mejna, da se itak z instrumentom potrošnje ne da regulirati produkcijski faktor. Zdaj, na koncu, jaz mislim, da imamo relativno uspešno kombinacijo posegov in regulacij socialne države in gospodarsko uspešne države. Zdaj je Slovenija začela gospodarsko okrevati. Če bi sprejeli pokojninsko reformo, bi to izjemen znak pripravljenosti, da tako gremo z drugimi koraki naprej. In tukaj vam mora Marko in vsi ostali povedati naslednji. Na ponedeljek se bom sestal z ministrom Marušičem in njegovimi sodelavci. Pred nami so teze za zdravstveno reformo. Takoj, ko bo za nami, če bo uspešno pod streho pokojninska reforma, se bom sestal z ministrom Svetlikom, ministrom Gasparjem, gospodarsko ministrico, pogledali bomo prva načelna izhodišča za reformo trga dela. Pogledali bomo v zakon o delovnih razmerjih. Želimo narediti bolj fleksibilen trg dela, to pomeni res tudi morda hitrejše odpuščanje, ampak tudi hitrejše zaposlovanje. Želimo torej izboljšati to performanso naše konkurenčnosti. Treba torej videti sliko v celoti. Poglejmo, kaj se bo zgodilo 5.6. To bo imelo precejšnje reperkusije na dogajanje v prihodnosti. Jaz si samo želim na koncu, bi rad, da naši ljudje vedo, kaj je ta hip vizija ukrepov posamičnih ostati v isti valutni skupini kot sta Nemčija in Francija. To je bistveno. Jaz ne pravim, kot mi nekateri pripisujejo, da črnogleda gledam na prihodnost evroskupine. Morda bomo uspeli rešiti problem Grčije, Irske, Portugalske in morda še kakšne države, ki utegne priti v sistem stabilizacijskega mehanizma oziroma mehanizma za finančno stabilnost. Morda pa bodo nove krizne situacije, ki jih, kot veste, eksperti že napovedujejo. Mimo grede, veste, koliko znaša dolg Združenih držav Amerike? 14 trilijonov ameriških dolarjev. Zaenkrat je dosežen interimen dogovor v kongresu, da do avgusta lahko administracija izplačuje plače v javnem sektorju. Če avgusta ne bo dosežen trajen dogovor, v bistvu rebalans ameriškega proračuna, utegne Amerika zaiti v resne finančne težave. Da se to že odraža na borzah, lahko opazujete v zadnjih dneh. Ko se znova vrača opreznost investitorjev v globalni ekonomiji, zaradi čakanja na odločitve, ki bodo povezane z usodo ameriškega dolarja. Kaj se dogaja z evrom? Kot vidite, odločitev, da se pomaga Portugalski, odločitev glede Grčije. Kar smo tudi mi želeli. Najprej želimo videti, ali Grčija izpolnjuje in če ne, kakšni bodo ukrepi, če ne izpolnjuje, da bo evro ostal solidna valuta. Tako da vam hočem reči, hočem se samo povedati, ne vem, če je to sploh atraktivno za ljudi, morda se zdi preveč akademsko. Pri vodenju fiskalne, gospodarske, socialne politike je ta hip zame pomembno, da vodim odločitve tako, da v prihodnih letih, ne glede na morebitne, nepredvitljive spremembe v evroskupini in v Evropski uniji, Slovenija ostane v isti valutni skupini kot Nemčija in Francija. Ne pravim, da bo prišlo do kakšnega koli razkola, ne napovedujem tega. Toda, če bi prišlo do kakšnih nepredvidljivih sprememb, potem moramo biti v tej skupini. Tam so Avstrija, Nizozemska, Luksemburg, tam mora biti tudi Slovenija. Okay? Še zadnji Ja, še tole. Gospod Žnidaršič je prej poudaril na tiskovni konferenci, da nepovezanih poslancev niste povabili na sestanek, tako kot tudi opozicijske poslanske skupine. Ali jih morda še nameravate? Pravijo namreč, da bi si tako rekoč to zaslužili, saj
pričakujete njihovo sodelovanje pri koalicijskih predlogih, nimajo pa v bistvu nekega vpliva na vsebino teh predlogov in da bi bili ob morebitni rekonstrukciji vlade, če se želi pač ta koalicija, da bi glasovali skupaj z vami, tudi neko formalizirati to sodelovanje. Torej o to vrstnih zadevah navadno na konference vlade ne govorim, vendar ker to zadeva neko politično sliko, ta hip, vsekakor vsaj do referenduma 5.6. ne povem naslednje. Pogovarjam se vsem. Zame je izjemnega pomena, da je prišlo do nekega spoznanja, da je ta hip prav, glede na pomen pokojninske reforme, da osredotočimo vsi pozornost na pokojninsko reformo. Tako tisti, ki smo za, tako tisti, ki so proti. Da se bodo ljudje lahko po mirni vesti odločili. Jaz, kot veste, neizmerno verjamem v intuicijo slovenskega človeka. Vsak od njih ne more vedeti podrobnosti pokojninske reforme. Mislim pa, da velika večina naših ljudi ve, da se preprosto staramo, kar je pravzaprav navdušujoč podatek. Naši otroci bodo živeli še dlje kot mi in mi živimo dlje kot naši starši. In da ne moremo, ne naši starši, nositi bremena na generacijo, ki je zdaj v službi, in da mi, kot upam, bodoči upokojenci, ne moremo prenesti še večjega bremena na naše otroke. Jaz mislim, da je to spoznanje prodrlo med slovenske ljudi. In da bo šlo pravzaprav res za vprašanje, koliko je ta intuicija, ki je bila pred 20 leti močna, in smo šli na plebiscit in ga dobili, in to v neugodnih mednarodnih okoliščinah, močno tudi danes. Ne gre morda za tako usodno vprašanje, pa gre za podobno delikatno in občutljivo vprašanje, čustveno in racionalno. Tam v eni od naših zgibanj popisal na koncu kaj, da pustimo čustva doma. Nisem bil najbolj zadovoljen s tem. Nasprotno. Tisti, ki gre na referendum, gre s strastjo, gre z nekim čustvom, gre z nekim srcem, ne samo za pamet. In pravi ljudje ne grejo s to strastjo, ne povedo, so za ali so proti. Tisto, kar jih prosim, je samo, da ne govorijo o tem, ali so za ali proti vladi, ampak da se izreče o pokojninski reformi. Ta vlada je premalo pomembna, da bi se o njej odločali na tako pomembnem referendumu. Srečno. Boljš odgovor. Ja, v bistvu... Pošti pa ne bi rad vedel, pa ne. Ja, o tem sestanku z gospodom Žnidom, če mora biti njim da ali ne, ali... Z njim sem se sestal večkrat in se tudi bom. Vsak, ki danes prispeva svoj glas za to, da so nekatere odločitve v državnem zboru sprejete, morate vedeti, da ta hip vodi manjšinsko vlado, je izjemnega pomena za stabilnost ta hip, vsaj do referenduma o pokojninski reformi. In bi se rad zahvalil vsakemu posebej, ne samo seveda poslankam in poslancem koalicije, ampak tudi tistim, ki to niso izlastni, ker podpirajo predlogi, ki so pomembni za to, da zdaj vzdržujemo popolnoma normalno politično situacijo, ne glede na to, da v bistvu ta hip že vodi manjšinsko vlado. In mislim, da je to eden od tistih ukrepov, ki so jih sprejel prvič, da osredotočimo do 5. junija vso pozornost na pokojninsko reformo, drugič, da se ne ukvarjamo s časom, kaj bo po njej, bo dovolj časa po tem in se mi zdi to dobra in modra odločitev. In tretjič, želim sodelovati prav z vsemi, ne samo pri vprašanjih, ki zdaj zadevajo čas do pokojninske reforme, ampak tudi čas po tem, ker, gledajte, 25.6. bomo voditelji vladnih držav sprejemali stabilizacijski mehanizem, sprejemali bomo mehanizem za finančno stabilnost, torej tako imenovani SME, ESM mehanizem, EFSF mehanizem, sprejeli bomo pakt za evro, sprejemali bomo zares zelo pomembne odločitve, ki bodo odločale o perspektivi naših nacionalnih držav in Evropske unije kot celo. Vesel sem, da je vabilo na obisk v Slovenijo še pred referendumom, tako kot sem zdaj obveščen, neformalno sprejel predsednik luksemburške vlade in vodja Eurocone, Jean-Claude Juncker, prihaja
v kratkem na obisk v Slovenijo in bo moj gost, zato da bi kot šef Evroskupine skupaj z nami diskutiral njeno prihodnost in pomembnost pakta, ki ga sprejemamo. Se veselim njegovega obiska in nekaterih drugih, ki bodo prišli sem. Ne zato, da bi prepričevali naše ljudi, da je koristno podpreti pokojninsko reformo, ampak da tudi z starostami evropske politike, kar Jean-Claude Juncker kot 12-letni predsednik vlade Luksemburga in 10-letni predsednik Evroskupine je, da skupaj pretuhtamo evropsko prihodnost, katere del želimo biti in to aktivno. Sem zdaj poravnal dobro.